Živijo vsem, moje ime je Stefan Iljes. Sem vodja prodaje pri AMF Bruns v Apeni. Danes bi rad predstavil 3 možnosti predelave za novi Kia PV5, prilagojene invalidskim vozičkom. Tam je. Predstavljamo novi Kia PV5 s predelavo, prilagojeno za uporabnike invalidskih vozičkov. V vozilu imamo zdaj že invalidski voziček, treba je poudariti, da je prazen, ki smo ga že pripeli in postavili noter. Zato bomo zdaj vse skupaj naredili v obratni smeri. Začel bom z našo rempou, da pokažem, kako jo razgrnem. Tukaj imam tipko, ki jo pritisnem. Torej, tukaj imam gumb, ki ga pritisnem in razgrnem rempov. Tukaj imam 2 zanki za potegniti, najprej vzglavje. Kot rečeno, bomo zdaj vse skupaj naredili v obratni smeri, da bomo lahko takoj videli vrhunec tega vozila, našo različico sedežev. Na to bomo zdaj usmerili pozornost. Ostalo bomo kasneje pojasnili. Torej, zdaj bom odpel invalidski voziček tako, da bomo odpeli pasove. Dajmo jih za trenutek na stran. Potem lahko električne pasove odpnem spredaj in invalidski voziček potisnem iz vozila. Ja, tukaj imamo prvi pogled skozi drsna vrata. Tukaj vidite. Tukaj smo namestili našo SmartFloor talno oblogo z vzdolžnimi mrežnimi tirnicami. Na njej stojijo 3 posamezni sedeži. Za tistega pri drsnih vratih smo razvili posebno konstrukcijo, da lahko ta sedež preklopimo naprej. Zelo enostavno, vzamem ročico, jo povlečem navzgor in sedež preklopim naprej do konca. Tako lahko tudi udobno vstopim v 3. vrsto sedežev. Torej, v notranjosti vozila imamo seveda še eno posebnost 3. vrsto sedežev. 3. vrsta sedežev so tako imenovani vrtljivo preklopni sedeži. Zdaj lahko vozim 5-sedežno vozilo. Naredite 7-sedežno. Naj to demonstriram. Sedež obrnem v smeri vožnje in preklopim sedežno blazino. Ima zložljiv sedež, se potrebujem ožjega. In tukaj imam tudi nastavitev naslonjala. Enako bomo ponovili. Spet zasedimo 7. sedež. Sedež preprosto zložim v smeri vožnje, potisnem sedalno površino povsem navzdol. Ter nato nastavim naslonjalo sedeža tako, da lahko v njem udobno sedem. Naj to demonstriram. Torej, tukaj imamo od leve proti desni svoj ramenski pas. Zapnem ga tukaj v pritrdilni gumb. In če želim sedeti še bolj udobno, imam tukaj še lepo nastavitev naslonjala za hrbet. Torej, zdaj smo lepo demonstrirali naše vrtljivo preklopne sedeže. Že sem razložil, da imamo pri tej različici 3 posamezne sedeže. Zdaj lahko srednji sedež. Ga lahko kar odstranimo. To ima naslednjo prednost, če je treba prevažati uporabnika invalidskega vozička, ki morda med vožnjo potrebuje nekaj oskrbe ali podobno pomoč. Lahko ta invalidski voziček postavim tja, kjer je zdaj sedež. Tako lahko še 2 osebi sedite zraven osebe na invalidskem vozičku. In to vam bomo zdaj pokazali. Najprej bomo prikazali enostavno demontažo srednjega sedeža, tako da odklopim noge. Sedež rahlo nagnem nazaj in zaradi koles, ki smo jih namestili, lahko sedež udobno in enostavno odpeljem iz vozila. Zdaj bomo v tej različici v vozilo pripeljali tudi invalidski voziček. In tukaj lahko vidite, kako lepo lahko invalidski voziček stoji med tema 2 sedežema. Velika prednost, če imamo osebe, ki jih je treba med vožnjo spremljati, je ta različica idealna. Tako, zdaj vam bom še enkrat pokazal. Še ena funkcija remp, tako imenovana EASLE funkcija. Kaj je EASLE? Torej, tukaj ponovno vzamem ročico. Ko sem jo prej razklapljal, sem jo potisnil navzdol. Zdaj jo moram potegniti. Zelo enostavno. Ob tem se rempa istočasno preklopi naprej. Kaj sem si s tem omogočil? Prtljažnik. Prednost je, da lahko prtljago ali nakupe odložim v vozilo, ne da bi moral vsakič najprej razpreti rempov. Tukaj je še ena različica sedežev na osnovi našega SmartFloor Revolucija. Kaj vidimo tukaj? Tukaj smo izbrali eno različico z 2 preklopnima sedežema.
Vsakič sta tam voznik in sovoznik. Pokazal bom, kako ti delujejo. Potegnem ročico in preklopim sedež naprej. Enako lahko naredim tudi na nasprotni strani. Prednost je, da lahko izstopite na obe strani skozi drsna vrata. Torej, tukaj je še ena različica. Naša lepa sedežna konfiguracija PV5 v povezavi s Smartefloor Revolution. Kot lahko vidite, smo odstranili en sedež, levi enojni sedež za voznikovim sedežem. Kaj smo s tem dosegli? Dosegli smo več prostora za uporabnike invalidskih vozičkov. Tukaj lahko namestimo tudi široke, velike invalidske vozičke ali pa jih namestimo varno. Spremljevalec lahko sedi zraven. Od tu se hitro posreduje ob težavah. Prednost so drsna vrata, ki se upravljajo od zunaj za lažji dostop. To je možnost za prevoz velikega invalidskega vozička na mesto več sedežev. Tukaj imamo še eno zanimivo možnost. To je zadnja različica sedežev, ki jo predstavljamo. Tukaj so originalni sedeži, ki v drugi vrsti. Tukaj boste jasno opazili razliko, če nekoliko bolj premaknemo kamero. Saj je na desni strani nameščen praktičen zložljiv sedež, ko smo ga že spoznali pri drugih različicah. Treba je še dodati, vozilo, 5-sedežno vozilo iz tovarne. Ima sedežno klop v razmerju 6:4:, a ta del ni zložljiv. Z našim sedežem smo to rešili in lahko s preklopom sedeža prehodim nazaj. Zdaj dejansko sedim tudi v originalni dvosedni klopi. Da vam še enkrat pokažem oziroma predstavim, kaj smo mislili s tem posameznim preklopnim sedežem pri originalni klopi. To vidimo tukaj. Originalni enojni sedež smo odstranili in namestili naš preklopni sedež, naš AMF preklopni sedež. To pomeni, da preklopim sedež naprej, kot vidimo tukaj. In potem lahko udobno stopimo nazaj na 6. in 7. posamezni vrtljivo preklopni sedež. To dejansko pomeni, da sem iz 5-sedežnika zdaj naredil pravega 7-sedežnika. Zdaj smo na koncu naše predstavitve novega Kia PV5. Videli smo kar nekaj različnih možnosti predelave, predvsem kar zadeva sedežne različice ali položaje invalidskega vozička. Seveda obstaja še precej večje število različic, ki jih boste kasneje lahko podrobneje izbrali in dorekli skupaj s sodelujočimi prodajalci. Zelo se veselimo, da bomo lahko skupaj z vami povsem prva nova vozila pripeljali na cesto. Pozor! Prikazane različice so odvisne od nosilnosti in dovoljene skupne mase vozila. Želena sedežna različica zahteva predhodno preverjanje. Pridržujemo si pravico do sprememb.